Najlepša hvala, dober dan. Moje ime je Nejc, prihajam z podjetja Fly. Kot rečeno se ukvarjamo, kako z uporabo LiDAR oblakov točk lahko izdelujemo karte in pri tem v bistvu uporabljamo in umetno inteligenco, globoko učenje ter seveda čedalje več tudi superračunalniške kapacitete, ki so nam na voljo. Tako da v sklopu predavanja danes oziroma moje predstavitve si bomo najprej pogledali, zakaj sploh potrebujemo LiDAR oblake točk, kaj so te oblaki točk, potem kako lahko uporabimo globoko učenje za razumevanje LiDAR oblakov točk, potem nekako kako izgleda nek produkcijski proces učenja modelov ter na koncu seveda kako uporabljamo različno infrastrukturo tako v učenju kot tudi v inferenci. Se pravi, karte, zemljevidi, verjetno so nam vsem poznani, od kart v fizični obliki do spletnih kart, kot so Google Maps, najdi.si, zemljevidi, OpenStreetMap. Da izdelamo takšne zemljevide, lahko uporabimo klasične metode, kjer v bistvu grejo neki geodeti na teren z inštrumenti in izmerijo v bistvu vsako posamezno točko, ki je interesantna za sam namen karte, ki se izdeluje. Lahko pa si predstavljate, da je v bistvu tak ročen zajem teh podatkov, seveda zelo dolgotrajen, posledično tudi cenovno neučinkovit. Zato se čedalje več uporabljajo razne metode daljinskega zaznavanja za generiranje kart in posodabljanje kart. Te metode zajemajo od satelitskih posnetkov v vidnem spektru do infrardečih posnetkov, do radarskih posnetkov z orbite, do tudi lidarskih oblakov točk. Glavna razlika med rečemo satelitskimi posnetki in lidarskimi oblaki točk je, da pri LiDAR oblakih točk gre večinoma oziroma gre za 3D podatke, ki opisujejo dejansko površino objektov, ki jih opazujemo, hkrati pa tudi gre za aktivni senzor, kar ima potem tudi neke vplive naprej. Se pravi, če pogledamo, rečemo izgleda, tu imamo neko področje, to je dejansko nad Ljubljano, nad hotelom, kjer se trenutno nahajamo. To področje se preleti z neko platformo, ki nosi nek LiDAR senzor. Te platforme so lahko od letal, helikopterjev, ultralahkih letal, brezpilotnih letalnikov. Same senzorje se tudi namešča na avtomobile, vlake, ladje, različne platforme, odvisno od tega, katere objekte želimo snemati. Ko samo področje preletimo, dobimo v bistvu nek izsek, nek oblak točk, kjer imamo v bistvu za vsako točko opazovanja poznane x, y, z koordinate. Te so določene v nekem absolutnem koordinatnem sistemu. V osnovi, da to dobimo, je v bistvu na letalo nameščen LiDAR senzor, ki je v bistvu ena laserska dioda, ki odda signal in potem v bistvu merimo čas potovanja fotončkov, da pridejo do Zemlje, se odbijajo nazaj in z tega imamo v bistvu izračunano razdaljo med platformo in objekti, ki jih opazujemo. Ker pa seveda hočemo vedeti, kje je absolutno v prostoru se to nahaja, so potem v teh platformah še v bistvu GNSS oziroma GPS sprejemniki za določanje nekega absolutnega položaja in potem inercialne merske enote za določanje vseh kotov, preko katerega potem lahko izračunamo končne koordinate. Dodatno, če zajemamo tudi fotografije, lahko še dobimo tudi RGB oziroma v vidnem spektru slike, ki se potem projicira v oblak točk, vendar ponavadi sam oblak točk nima RGB vrednosti. Večinokrat izgleda nekako takole, kot neka sivinska slika, ki predstavlja v bistvu intenziteto oziroma število fotonov, ki so se odbili iz posameznega pulza LiDAR skenerja. Te večinoma delujejo v bližnje infrardečem spektru, imamo pa tudi zelene spektre za opazovanje pod vodo. Zaradi intenzitete na vsaki točki, potem seveda imamo tudi neke višinske profile, se pravi, ker poznamo x, y, z koordinate, lahko višinsko obarvamo. Naslednji korak v obdelavi
pa je velikokrat neko semantično razumevanje tega oblaka točk. Se pravi, če smo do zdaj gledali samo surove podatke, ki pridejo iz lidera oblaka točke, naslednji korak v nekem obdelavi, da semantično vrednotimo, kaj se dejansko v tem oblaku nahaja. Se pravi, ločimo stavbe, vegetacijo, teren, mostove, premikajoče se objekte. Ko enkrat tako razumemo oblak točk, lahko iz tega v bistvu to pretvorimo v neko strukturirano informacijo, ali je to nek zapis v bazi, ali je to nek GeoJSON, ki v bistvu z geometrijami, kot so točke, linije, poligoni in nekimi atributi, v bistvu opisuje dano področje, geografsko področje, ki nas zanima. In tako, GeoJSON oziroma strukturiran podatek lahko potem nazaj zrenderiramo oziroma zvizualiziramo kot vsem poznane karte. Kje vse se uporabljajo te zadeve? Seveda en večjih domen so v bistvu topografska kartiranja, se pravi bolj kot ne trenutno vse države oziroma geodetske uprave po različnih državah v Evropski uniji naročajo odprta snemanja celotnih držav z to tehnologijo. Slovenija je bila prvič posneta v letih 2014. Trenutno se tudi dogaja drugo ciklično snemanje Slovenije. Te izdelki se potem uporabljajo od tega, da se pripravljajo topografske podlage, da se pripravljajo višinski modeli države, ki potem druge službe, pristojne ministrstva uporabljajo za recimo izvajanje poplavnih študij ali drugih nalog, ki jih posamezna ministrstva ali službe morajo zagotavljati. Naslednji velik use case oziroma industrijska vertikala, ki veliko uporablja lidar podatke, so v bistvu organizacije, ki si lastijo oziroma upravljajo z neko linijsko infrastrukturo. Tukaj gre se pravi za infrastrukturo, ki se razprostira čez velike geografske površine oziroma razdalje. In te upravljalci za to, da zagotavljajo varno delovanje omrežij, kot tudi, da zagotavljajo intervale za preglede in obnove, si želijo v bistvu imeti jasno 3D sliko njihovih sredstev v prostoru. Recimo v primeru elektroomrežij je ena izmed ključnih stvari, ki jih zanima, ali je vegetacija oziroma drevesa, ali so preblizu posameznim vodnikom, ker v primeru, da pač pridejo skupaj, lahko pride do kratkega stija, ki lahko ali povzroči izpad na omrežje ali pa tudi gozdne požare in ne želimo si ne enega ne drugega. Veliko je tudi uporab v gozdnem gospodarstvu in okoljevarstvu, kjer želimo iz podobno lidar skenov izdelati neke gozdne inventarje, lesne zaloge, ocene ogljika v gozdovih, podobno. Še zadnji primer, ki je tudi čedalje bolj aktualen, so v raznih aplikacijah obrambe in varnosti. Recimo tukaj imamo primer iz neurja lansko leto v Švici, ki je v bistvu podrlo ogromne količine drevja in za oceno škode smo v bistvu za njihovo lokalno organizacijo izvedli v bistvu neko učenje novega klasifikatorja, da smo lahko ocenili, koliko je bilo te podrtih dreves in tudi oceno volumna lesne zaloge, ki je bil poškodovan. Podobno pa lahko tudi iščemo znotraj nekih gozdov druge objekte, ki so zanimivi iz drugačnih razlogov. Se pravi, katere probleme torej hočemo na nivoju obdelave lidar oblaka točk rešiti, preden pridemo do kartiranja? Se pravi, če imamo nek osnovni posnetek, je prva stvar, ki jo pravimo reševati, neka klasifikacija. S to klasifikacijo hočemo določiti, za kak tip regije gre. Na to želimo detektirati razne objekte znotraj samega oblaka točk, na primer stavbe. Potem eden izmed najbolj porabljenih primerov je semantična segmentacija, ker vsaki posamezni točki določimo, kateremu razredu prihaja, na primer voda, teren, stavbe, vegetacija. Ter ne nazadnje tudi segmentacija primerkov, kjer vključujemo, kateri instanci pripada ena gruča točk.
Se pravi, kako te probleme rešujemo, uporabljamo v bistvu globoke nevronske mreže. Tukaj je bilo v zadnjih letih ogromno napredka, predvsem razlike v primerjavi z slikovnimi metodami so, da trenutne metode na oblakih točk delujejo neposredno na oblakih točk, kar ima potem tudi vplive na potrebe po računski infrastrukturi, ki jo potrebujemo. Če pri slikovnih konvolucijskih nevronskih mrežah imamo v bistvu že iz podatkovne strukture, tako rekoč zastonj, prostorsko korelacijo, ki pri oblakih točk nimamo. Kaj hočem s tem povedati? Sosedna piksla v sliki sta tudi v prostoru sosedna. Medtem kot pri oblaku točk to ni res, se pravi, če mi premešamo naš set točk, imamo še vedno isto oblak točk, vendar v podatkovni strukturi več sosednje točki nista ena zraven druge. Kar posledično pomeni, da moramo v bistvu za vsak izračun konvolucije zračunati tudi razdalje med našim konvolucijskim jedrom, ki je v tem primeru tudi oblak točk, razdalje do vseh ostalih točk v oblaku točk. In tu govorimo o milijonih, milijardah teh točk, ki jih je treba pogledati in preračunati. Zaradi tega so v bistvu te nevronske mreže zelo, zelo računsko zahtevne. Če si predstavljamo, da tu imamo eno točko, kako lahko na njej vemo, kaj se dogaja. Če bi gledali samo točko, verjetno nič ne moramo pametnega o njej povedati. Če hočemo kaj več vedeti, moramo pogledati njene sosede. Zdaj lahko vidimo, kaj to gre verjetno za neko točko na vrhu nekega špica. Ne vemo pa še, ali je to vrh drevesa, vrh stavbe. Tako da lahko samo zapišemo neke značilke, ki jo opisujejo, in to potem naredimo za vsako izmed naslednjih točk. V naslednjem nivoju, kot rečeno, pa probamo pogledati večji kontekst, da vidimo, kaj ta vrh se nahaja pač v nekem širšem kontekstu, ker imamo neke vertikale obrobo in z tega potem v bistvu bomo lahko naprej sklepali, da gre za neko stavbo. In to v bistvu naredimo za vsako točko, v oblaku točk dobimo pač neke vektorje, ki to opisujejo, in na to z klasifikatorjem določimo, v katere razrede posamezne točke spadajo. Vse skupaj se ponovadi potem poveže v neke UNet podobne arhitekture celotnih nevronskih mrež. Če se premaknem proti temu, kako poteka nek proces učenja, se pravi podjetje Fly, je v bistvu naš glavni produkt je, da prodajamo modele umetne inteligence, klasifikatorje za obdelavo oblakov točk, in zato v bistvu imamo nek konstanten proces učenja in generiranja novih modelov. En del ekipe skrbi predvsem na R&D segmentu, ker gleda, kaj je v bistvu nek zadnji state of the art, medtem ko imamo še drug produkcijski machine learning team, ki v bistvu konstantno generira nove učne primerke in izvaja nove treniranja. Ker seveda potrebujemo ogromno podatkov za treniranje, imamo dva streama, en imamo v bistvu zaprte podatke, drug imamo odprte podatke. Zaprte dobivamo strani strank, odprti so v bistvu javno dostopni ponovadi strani držav. Na odprtih, ki niso anotirani, avtomatsko izbiramo neke učne primerke in potem izvajamo nek pre-training, neko nenadzorovano učenje za prednaučen model. Ta del sicer je še dosti tudi pri nas interno eksperimentalno uporabljen. Potem pa pri zaprtih podatkih, ki dobivamo od strank, ponavadi nam stranke, ko uporabljamo naše modele, povejo, ok, na tej točki trenutno še ne deluje vaš klasifikator, in potem v bistvu dodajamo nove učne primerke na podlagi nekega feedbacka, kje naši klasifikatorji delujejo in ne. S tem se generira nek velik backlog vseh učnih primerkov. Te potem izberemo, rečemo nek tip popravkov, ki jih bomo dodali v neko novo iteracijo našega modela. Tu se izvede ročno popravljanje, zatem druga ekipa preveri
da je bilo popravljeno v skladu z zahtevami, če ni, se vrne nazaj v quality control, če ja, gre naprej, dobimo nek kandidat nove učne množice, z tega kandidata se potem požene kup enega treniranja na GPU-jih, tu potem pride tudi predvsem v sliko v superračunalništvo oziroma neke gruče grafičnih procesnih enot, ki nam uspejo v bistvu konstantno zgenerirati te nove kandidate za nove modele, ko dobimo nove modele. Grejo te skozi neka avtomatska testiranja, da vidimo, ali pač dosegajo standarde, ki se želimo. Zatem grejo tudi čez ročna vizualna testiranja, se pravi, da še v bistvu pogledamo, ali res nov model deluje boljše, tudi izvajamo neko AB testiranje ali pa nek shadow testing, da ko stranka poganja produkcijski model, potem še zraven poganjamo naš nov kandidat in primerjamo rezultate, da vidimo, če so kakšna nezaželena odstopanja in seveda, če katerikoli izmed teh čekov zavrne, se cel proces ponovi. In na koncu, če smo uspešni, pridemo do novega produkcijskega modela. In ta proces pri nas v bistvu teče day to day, načeloma ponovadi na 3 mesece izdamo nov produkcijski model, ampak potreba po računski moči, predvsem za treniranje modelov, pa je v bistvu konstantna. Kar se tiče podatkov, zaprtih podatkov imamo trenutno nekje 100 terabajtov, odprtih podatkov nekje 200 terabajtov. Od zaprtih podatkov je večinoma anotiranih, sicer ta glavni subset, ki se uporablja za trening, je precej manjši kot 100 terabajtov, ampak to je celotna količina podatkov, ki jih dnevno pregledujemo za potrebe učenja. Za potrebe inference so pa te številke še večje, kar se potem dejansko produkcijsko uporablja. Kje učimo in kje izvajamo te zadeve, kot je tudi bilo že danes dopoldne rečeno. Najprej smo v bistvu začeli z nekimi workstationi, ki ležijo okrog po pisarnah. Sicer večino imamo noter razmeroma dobre grafične kartice A6000, ki ima 48 GB rama, ker so pač dosti zahtevne računsko modele. Čedalje več se premikamo v bistvu zares v cloud, ker uporabljamo in AWS in Google Cloud platform, večinoma se tukaj najmejo A100 GPU kartice za 40 GB rama, vendar, kot je tudi bilo že danes dopoldne omenjeno, znajo biti te javne oblačne storitve tudi cenovno precej neugodne. Je pa res, da vsi ti providerji hkrati pa nudijo tudi programe za zagonska podjetja, slabo katerih lahko dobiš kar zajeten denar za uporabo njihove infrastrukture, kar tudi smo uspeli pridobiti na podjetje Fly. Čedalje več pa se danes tudi premikamo proti HPC-jem. Trenutno bi samo en Fortissimo Plus projekt prijavljen skupaj z X-Labom. Mogli bi se po mojem zdaj v decembru zvedeti, tako da upam, da dobimo ta projekt, tako da držite pesti. Tam tudi je namen, da bi uporabili Vego. Ter v zadnjem mesecu je tudi ena izmed naših strank na Slovaškem začela uporabljati za inferenco Devana, superračunalnik na Slovaškem. Tako da to bi bilo z moje strani vse, še kakšno vprašanje. Nejc Dolgan, hvala lepa za tole predstavitev. Kakšno vprašanje zanj? Vabljeni, da dvignete roko, podate svoj razmislek oziroma vprašala bi vas, kakšno je pa vaše ozadje, kako ste se znašli na tem področju, torej zajemanja teh točkovnih podatkov? Moje ozadje je, da končal sem geodezijo in geoinformatiko, to sem začel delati na podjetju Flycom Technologies, kjer v bistvu se zajema te podatke, tako da čisto na začetku kariere, še kot študent sem tam in letel z letali, ki zajemajo te podatke in tudi potem ročno anotiral vse te točke, kar je bilo zelo grozno. Tako da z tega
cela neka ta želja stvar, da sem se bolj v bistvu vpisal na doktorat na računalništvu, ker se ukvarjal s tem, kako razviti metode globokega učenja za segmentacijo oblakov točk. No, z tega pa je potem v bistvu nastala ta naša spin-off s podjetja Flycom Fly, doktorat pa ni uspel. Kako pa sploh dobijo te podatke z letal? To so specifična letala na specifičnih letih, kako se sploh zajema to vrstne in ustvarja te podatke? To so načeloma dosta navadna letala, športna letala, ki so sicer pa prilagojena, tako da imajo v bistvu izrezane neke luknje, skozi katere lahko senzorji pač so zmontirani ali pa nameščena na nekih posebnih škatlah izven samega hiše, ampak dokaj navadno letalo s pilotom in operaterjem, ki... Prej ste omenili možne primere tega, ne? Spomnila sem se med tem, ko sem vas poslušala, letošnji Zoisov nagrajenec je arheolog Ivan Šprajc in tudi on, recimo arheologi, poudarjajo izjemen pomen tehnike LIDAR za njihove raziskave, naprimer prav zaradi LIDARja jim je delo precej olajšano, ne? Oni raziskujejo Mezoameriko, Maje in tako naprej in so s pomočjo te tehnike veliko več in hitreje dognali o njih, ne? Ja. Sama tehnologija LIDAR, ki ima rečemo prednost pred slikovnimi metodami, je, da dejansko imamo probojnost skozi vegetacijo, skozi krošnje dreves, tako da lahko v bistvu vidimo teren pod gozdnimi krošnjami, predvsem v nekih področjih centralne Amerike, kjer je res ogromno gozdov. Lahko potem v bistvu vidimo neke strukture, na katere lahko tem arheologi sklepajo, da se bi tam lahko nekaj nahajalo. Tudi v bistvu pri nas v Sloveniji dosti arheologi uporabljajo ta nacionalna skeniranja. Najlepša hvala vam za tale pojasnila in za predstavitev. Hvala.